upam, da ste se dobro ogreli, da ste pripravljeni, da Orng začnemo. In seveda je prvi gost z nami, zdaj, če ga slučajno še niste prepoznali po tem uvodnim dospotu in tej ponarodoneli pesmi, ne? Sebastian? Ponarodela, res je. Zdravo, zdravo. Ja, no, mislim, da je to, da se strinjamo, ne? Zaznamovala generacijo mladih, pa moje življenje tudi, ja. In remake si se odločil, da narediš, ne? Za tiste, ki slučajno še ne poznajo, ne? Ja, veš kaj, zdaj v plesni šoli imam kar nekaj predstavcev, ki še niti niso bili rojeni, ko sem jaz začel, ne? In ko smo lani naredili ta remake pesmi Hočem to nazaj, ker se mi je zdelo, da taka pesem, ki je najbolj zaznamovala moje življenje, pa tak 20. obletnica je bila, pa bi nekako se lepo poklopilo v zgodbo. In so prišli, Sebastian, ti nisi samo plesni učitelj, tudi poješ. Ja, oni sploh niso vedeli. Ne, seveda ne, pač nekaterim starši so nekaterim povedali, jasno, ampak glavnini pa so bili tisto presenečeni, ja. Torej zdaj me spoznavajo v novi luči, nova generacija, evo. Se pravi, da ni vpisal samo zaradi tega, ko si bil znan, ampak... Ja, ne, tako ne. Veš kaj, zdaj smo že na točki, ker zdaj 19. sezona, plesne sezone, ne, kar pomeni, da nekatere plesalke... 19 let je že. Tako, nekatere plesalke že pripeljajo svoje otroke. Ko se prvič to zgodilo, se mi je zdelo, Madonna, ma nismo več mladi. Ko se pa tako starega počutiš, ne? Ja, ne, staro ne, jaz sem kar zadovoljen s svojim življenjem. Ne bi želel biti še enkrat 20 ali pa 30 let star, prisežem. Mi je kar fajn tak. Se mi zdi, da vsakim letom je boljše, zdaj nekako so v življenju pomembne čist druge stvari, no. Včasih smo se podili za mesti na lestvicah, zdaj pa se mi zdi, da je čisto bolj pomembna izkušnja pa spomin kot pa karkoli drugega. Še boš kak remake naredil kakšne svoje pesmi ali bi se odločil sam za to? Ne, veš kaj, načeloma jaz vedno gledam tak, glasba mi ni zdaj prioriteta in jo delam res čisto iz lastnega užitka pa veselja pa spominov, ki jih s tem ustvarjam. Tako načeloma vedno gledam na to, da pač mi nekaj novega da projekt, ne. In to je bil v bistvu moj prvi remake, največjega hita. Tako zdaj ne bi ponovil še enkrat iste zgodbe, da še enkrat naredimo remake, ne. Tudi ta zadeva, ki jo zdaj delava z Rebeko, duet je tudi nekaj novega. Nisem še nikoli imel niti božične pesmi, niti dueta, razen z Luko Nižetičem. In se mi je zdelo pač, da je fajn, da vsak projekt, ki ga narediš, da ima neko svojo novo izkušnjo, novo zgodbo. Šel si tudi na Melodije Morja in sonca? Ja, letos. Kako je bilo? Če bi mi nekdo 3-4 mesece pred MMS-om rekel, Sebastian, ti boš pa letos na MMS-u, bi rekel, pa ti si znorel. Aha, ni bil plan? Ne, biti slučajno. Veš, lani, ko smo se pogovarjali, Hočem to nazaj, moj plan ni bil potem glasbe dalje ustvarjati, meni je bilo pač čisto super, so se planeti poklopili, plesna šola ni smela delovati zaradi ukrepov, časa sem imel na pretek, dajmo narediti, ne. In ni bilo nekega plana potem, kakoli še dalje delati, ne. Potem pa sem bil v aprila na Kostariki, na potovanju po Kostariki in vidim razpis za MMS. In potem meni kapne v glavo, veš kaj, ti še imaš pa eno pesem pripravljeno izpred ful let, ki je nisi nikoli izdal, posneli smo v celoti, narejena je bila do konca, nikoli izdana, pa daj. Glej, lahko imaš na izbiro julija ko MMS, ali da sediš doma pa se smiliš sam sebi, pa vegetiraš. Brez nastopov, ne? Tako, ali pa bereš neke nove izkušnje, neko novo druženje, nov spomin. In sem rekel, sploh ni dvoma. In sem pesem prijavil, pa sem si mislil, gled, če bo sprejeta, super, če pa ne, pa ni panike, bomo pa potovali. In je bila sprejeta in je bila fantastična izkušnja. In je bilo, naredili smo res tako odrsko, scensko točko z plesalci, tako se pač za Sebastiana spodobi, ker če bi Sebastian prišel na oder in ne pleše, bi rekel, da se je postaral ali da je bil len in se mu ni dalo pripraviti in tako naprej, tako da smo res naredili tako se spodobi in nastali so vrhunski spomini. Pa si imel to plesalce tudi iz svoje šole ali so bili to? Ne, to pa sta bila Easy Twins, s katerima sem že sodeloval ful let nazaj, takrat sem bila še čisto na začetku svoje poti. Zdaj pa smo naredili, pri eni pesmi Polnoč takrat, zdaj pa smo naredili čisto v njuni režiji, vse skupaj potekalo, nabrali sta plesalce, en je bil celo iz Nemčije in smo se imeli genialno. Res dobra izkušnja je bila to in bi takoj ponovil spet isti teden. Si predstavljal, že bi na koncu recimo še zmagal, kakšno bi bil pol, ne? Veš kaj, po vseh teh letih glasbe je ena stvar ful pozitivna primerjavi z tem, kak je bilo pred 20 leti, da se zdaj pri teh letih ful ne ukvarjaš več s tem, kaj se bo zgodilo z pesmimi, da je samo tista glavna motivacija, samo tisto, mej se fajn. Ker sploh zdaj Hočem to nazaj, je privrelo toliko enih spominov po 20 letih, tudi strani poslušalcev pa njihovih staršev,
In se mi je zdelo taka posebna energija se sprosti in isto si mislim pri teh izkušnjah z MMS-om, pa drugimi festivali, pa zdaj sodelovanjem z Rebeko, se mi zdi, rad bi si nabral spomine, ki se jih bom z veseljem spominjal tudi čez 20-30 let, pa ko se bom pri 80-ih zibal pred enim kaminom, cel osivel, pa že rahlo sklerozen. bi rad pogledal nazaj na življenje pa rekel, mater, dobro je bilo, ničesar nisem zamudil, vse sem izkoristil. Pa tudi, da si malo zbudil, ko so že pozabili, da si glasbeno ustvarjal, kot da ni bilo nič, ne? Tako. Ja, zdaj naslednji plan je verjetno Eurosong, ne? Glej, moj naslednji... Še imaš še tako komad, da je kje v predalu? Ne, tega me zanimam. Imam napisanih kar nekaj, ker sem sam tudi avtor vseh, bolj kot ne vseh svojih pesmi, razen tega božičnega sodelala skupaj z Žanom Serčičem, ampak drugače pa sam pišem pesmi in besedila, ampak nimam zdaj, mislim, imam kar nekaj pripravljenih v predalu, nič posnetega, ampak zdaj je moj fokus samo do konca decembra, čim bolj spomovirati to pesem skupaj z Rebeko, ta duet. Potem pa naslednjo leto, ne? Potem pa nisem... Glej, če se bo planeti... A si še bil na Emi? Bil, ja, za pesmijo Na svet zakriči, ful let nazaj, 2007 mislim, da je bilo to. Kje je že to, ja? Pa ful fajn izkušnja tudi to. Jaz nisem nikoli ne rečem ničemur a priori ne, ker se mi zdi, glej, življenje se treba narediti zanimivo, si ga popestriti, nabrati čim več izkušenj in če se bo kadarkoli v prihodnosti poklopili planeti, pa da se prodila neka dobra ideja, pa neka dobro sodelovanje, jaz sem prvi, ki sem za, ne. Ne bi pa rad vegetiral vse življenje, ne, da bi tisto ostal brez ciljev, brez načrtov, brez nekega užitka, tega ne bi rad, ne. Tada, ja, če kdo želi karkoli, da naredimo, jaz sem takoj za. Od lani od junija, ko smo se nazadnje srečali, oziroma novembra, si imel še potem kakšen koncert do danes, recimo, ali bilo bolj... Veš kaj, zelo dosti sem v zadnjem letu pa pol privat nastopal z raznih, veš, moji fani so zdaj odrasli, imajo otroke, se poročajo, imajo rojstne dni, imajo svoje službe in dostikrat me njihovi ali prijatelji ali partnerji, kakorkoli, povabijo na praznovanje, ne, in potem sem presenečenje in to je ena taka izkušnja, ki je res genialna. Božjo koncert, ne? Ja, veš, ker res dejansko priješ v svoj krog ljudi, ki čisto, ko se pojaviš, čisto eksplodira energija in zapojemo tiste res največje hite, ki jih poznajo tudi tisti, ki so rock poslušali takrat, ne? In to je potem nekaj 25 minut čistega žura, čiste čage in je ful fajn spomin nastanejo, potem pa sploh, veš, ko se pa zadeva konča in potem se še malo pogovarjamo, pa nastanejo nekako spomini, kaj vse smo doživeli, kje vse so se prvič videli, potem pa svoje zgodbe povedo, pa pol vidiš, mater, ful lepa je ta energija, ki je med nami, ne. Super. No, danes si prišel tudi predstaviti nov video spot, še preden pa mi do to začnemo z to fino zadevo. Še povabilo naših gledalcev, da nas pokličejo na našo linijo 090 936 ali pa SMS 0483 443 in prvi, ki nas bo poklical, dobite lončke, izvoli, na zdravi. Cheers. King in Queen. Takole super se pije s temu posodice. Če samo vzamemo dva Kinga, ne? Upam, da ja, ok, super. Ja, se na kameri se po moje ne bi videl, ne? Ok, the best. Tajde, sprobo si lonček, predlagaš, da kdo pokliče, ne? Ja, itak, valjda, darila v decembru so vedno super ideja. In lončki so unikat, vlada vsakmu, ne? Ja, pa stari so, to sem pa že prej opazil. Ja. Ok, preden gremo, te čaka glasbeni kviz. Tokrat verjetno karkoli boš dobil, ne boš poznal, ampak vseeno, ne? Mislim. Izbral sem ti namreč Spice Girls. V tistem obdobju vsi nekaj poznaš, ne? Zahtevam 3 točne odgovore za 9 točk in če boš prvi, boš prehitev Krisa iz skupine Joker Out, ki je zbral 7 točk. Ok. Prvo vprašanje. Imate za me kar trimo. Kdaj je bila ustanovljena skupina Spice Girls? Kdaj je bila, po mojem, 96, 97, mogo biti tu nekje, ne? Ja. Točno leto. Ima točni odgovor. Čakaj, v bistvu so bile one ustanovljena, ne prvi singl, verjetno, ne? Ustanovljena, ja. To je malo... Singl je bil malo kasneje, ja. Ja. Pa kaj bomo rekli... Mimo pihno bom pa približno 95 rečeva. 95, žal ne. 92, 93 ali 94. Aha. Bil si res blizu, ja. Ja, če sem bil blizu, če si me napačen, bom rekel 94, samo verjetno malo prej, ne? Drži. 94. 1 točka, blizu 3. Okay. Potem so malo kasneje, ne, naredili so tudi film Spice World, Če me zdaj spet za letnico vprašaš, ne? In seveda letnica.
God damn it, kaj je? Ja, letnica imam jaz rad, ne? Čakaj, one so imele, prvi album je mogel biti, po mojem, tu nekje 96, kar pomeni, da je mogel film biti 97, 98, po mojem, rečeva 97. Zadnji govor. Milijonar. Da, reči zadnji odgovor, ja. Zadnji odgovor in pravilni odgovor. Jej! Točno 97. Evo, zdaj imaš 4 točke, zdaj pa odločilno, ne? Če zbereš še 3, si se izenačil z Krisom. Živčno neham, zdaj. In sedaj, tako čisto lahko vprašanje, koliko albumov so dekleta izdala? Ja, to pa zdaj može biti bolj specifično, ne? Zato, ker one imajo teh best of pa tak naprej. Tisti ne štejem jaz. To ne šteje. To je na času njihove največje kariere. Ja, tisti, ko so bile samo Pa muske. tudi single ne šteješ, verjetno ne. Single tudi ne. Samo albume z... To so podatki preverjeni z Wikipedije. Ja, to je, po mojem so mogli biti, kaj je, na 3-4, čakaj. Prvi je bil z največjimi hiti, potem je... Rečeva... 3. Zadnji odgovor. Ne, glas ljudstva, prosim. Bo tako, ja. Da, zadnji. Spet bliz, ne. 4. 4, 5 ali 6. Aha, ja 4, pol ne. Ja, morda. Ja. Žal, Nič od trikrat tega. zelo bliz, ampak 5 točk vseeno, ne. Iznačil si se za Ano Golavšek. No, super. Samo da nisem čisto... Ampak, se pravi, bil si pa res, imel si šanse, da bi prevzel vodstvo, ampak na koncu ni šlo, ne. Ja, svet se ne bo porušil. Ne bo se, ampak ne. dobra ideja, super. Ja. Mogoče malo manj Zdaj za letnica drugič slednjič. veš, vse v Spice Girls, če bi ti kjer na ulici vstalo, ne. Ne, samo so bile res carice, one so res tako naredile eno zelo močno kariero. Še danes so to takih Ti se zgodil, ko si tu ti pol, ne. Tako, pol so pač prišli tisti Teen Pop, Britney pa NSYNC pa to. Ko se pa začel, ne. Pol smo pa še mi prišli tako, ampak je res to eno tako obdobje, lepo obdobje v svetovni pa tudi slovenski glasbi bilo, ko se mi zdi, da je pustilo močen pečat in še danes, če poslušaš te pesmi, so take Ja, to so, žur pesmi, ja, ne. tako, ja. Vsi jih poslušamo, ne. Tako. Ok, gremo zdaj na tvojo božično himno, ne. Najno. Tako. Vajno božično himno. Na dan si žal solo, ko primeš me za roko. Izdaja 22.11. in danes že en teden po tistem že predstavitev v našem studiu. Ja, v bistvu sva želela z Rebeko s to pesmijo nekako pristaviti svoj piskrček, ne, k izboljšanju energiji v Sloveniji in svetu, ker se mi nama obema zdi, da pač Koronsko. tako, ja, pač vse to nisem želel zdaj te besede uporabljati, ne, ampak pač predvsem te energije, ki zdaj krožijo med ljudmi in koliko to vidiš ene napetosti pa nastrojenosti en proti drugemu, se mi zdi, da to ne vodi najbolj po najboljši poti. Ja, skregali so se Ja. Jaz vedno, za proti, ne. ja, pa v bistvu tako smo na točki, ko nihče nima bolj prav kot do drugi, ker je zadeva tako mlada, pa to neraziskana, da prave odgovore bomo vedeli čez 5 ali pa 10 let. Ne, teda nima smisla se kregati s komarkoli, Ja. predvsem se sprejeti en drugega v vsej raznolikosti in ravno s tem spotom in pesmijo so želela nekako pozornost preusmeriti ravno na to, dajmo se spet prijeti za roko, dajmo se objeti, seveda pač pod nekimi novimi ukrepi, kakorkoli, ampak ne da bi zdaj ljudi napeljevali na neko neodgovorno ravnanje, samo pač ljudje smo družabna bitja, obrnemo tako ali drugače, ne, in živeti med svojimi 4 stenami in se ne družiti in nehati živeti tudi ni rešitev, ne. Jaz vedno pravim, en ekstrem, da se nič ne naredi, pa drugi ekstrem, da se pač zapiraš v svoj svet, ni rešitev. Vedno je dolgoročna rešitev nekje na sredi poti, ne. In pač to vse vidimo, da pač po 21 mesecih ukrepi, ki jih živimo, nima nekega efekta. Ne pa še kar se nadaljujejo, ne. Ja, tako da, Neznano, hvala Bogu, ne. nam je zaenkrat še smešno, čeprav bi mogli bolj jokati, ne, ker je to res Zdaj, če bi alarmantno. bil samo nastop odvisen, bi verjetno malo drugače govoril, ne. Ja, to je res. Ja. Pa tako, hvala Bogu, imamo okoli tega stvari urejene, ampak ne, se me namazelo, da pač da treba pozornost preusmeriti stran od vseh teh negativnih in spet se ravno to sporočiti. Dajmo se družiti, dajmo se pogovarjati, dajmo se sprejemati, ker svet dela zanimiv to, da smo si različni, ne da smo vsi enaki. In se mi zdi, da nam je to za to pesmijo pa z videospotom kar zelo fajn uspelo. Pa da je pač dobra popotnica. Ne bo vas s tem rešila sveta, dejstvo, samo če bi vsak svoj delček dodal v celotno zgodbo nekako svetovne zgodbe, bi svet bil veliko lepši, ne. Ja, to je res. Zdaj pa mislim, da smo dobila že sporočilo, če se ne motim. Aha. Za prvi lonček? Ja, ne, za lonček je klic. Ne? Okay. Dober večer, Matic iz Celja. Mene pa zanima, kdaj si začel pevsko kariero. Očitno te še ne pozna tako dobro. Ne? In kakšni so načrti za prihodnost
In kje se vidiš čez nekaj let? 3 vprašanja si dobro. Dragi Matic, pevsko kariero sem začel leta 2000 tako uradno, predtem sem že nekaj pel, ampak nič tak javnega. Potem, kaj pa drugo vprašanje? Drugo vprašanje je bilo... Tretje vem, da je bilo, kje se vidim čez nekaj let, zagotovo se vidim... Kakšni načrti za prihodnost in kje se vidiš, ne? Načrti za prihodnost so predvsem nabiranje, kakorkoli se zdaj to sliši, kot da smo na izboru Miss Slovenije, ne? Ampak moji načrti so predvsem v življenju res čim več doživeti in čim več videti in čim več izkusiti, ker se mi zdi, da to v bistvu bogati življenje, ne? Jasno sem pač zelo ambiciozen, pa zelo priden, pa delavn, ampak ko pa imam off time, ko sem pa na dopustu, pa skušam čim več potovati, no. In na to se navezuje tudi tretji odgovor, kje se vidim čez nekaj let, zagotovo na plažah, na Bora Bori. Ja, sej, zdaj vem, a to drži, da si bil, ne, lani letos Albaniji, Kostariki, Švedski. Jaz sem v zadnjih letu in pol prepotoval 18 držav zdaj že, ne? To je zdaj kot modna muha? Ni to modna muha, pač vsak ima svoj ventil v življenju, nekaterim so to avtomobili, drugim so to, ne vem, pohodništvo, hribolazništvo. Moj ventil so definitivno potovanja in vsako prosto minuto izkoristim za to, da nekam pobegnem, ker se mi zdi, da ti spoznavanje druge kultur, druge hrane, drugih pijač, drugega okolja, drugih oblačil, mode, da ti to nekako bogati življenje. In zato skušam, v bistvu, zdaj, ko je bilo vse zaprto, ne, sem mislil, ok, ali bom vegetiral doma med 4 stenami, ali bom pa si nabral nove spomine in se je izkazalo za kar dobro odločitev. Čeprav, verjetno zaradi teh ukrepov tudi potovanja niso bili toliko enostavna, ne? Ti povem iskreno, da je bilo v medijih predstavljeno bistveno bolj drastično, kot pa je bilo v resnici. V bistvu pač ja, pri potovanju pač potrebuješ en dodatni dokument in je pa zadeva rešena. Koliko si pa na destinaciji, pa seveda se pač ukvarjaš in obnašaš nekoliko bolj odgovorno, paziš na kontakt, ampak daleč od tega, da se človek ne bi z nikomer družil. Tu niso take ukrepe kot pri nas, ne? Ne, pač pa leto in pol pa pogledam presek, pa je vse bilo okej, ne, tako da zadeva je... Zdaj, kaj sem mislil reči, ja, Matic je dobil to pico iz pizzerije, Jordana, tako da mi bomo kasneje malo pojedli, ne? Super. Zdaj, ko si že glih omenil potovanja, tudi decembra greš na Laponsko, pa se tu moraš malo pohvaliti, ne? To ne gre vsak, ne? Ja, z Rebeko greva na Laponsko in imava na to vezano eno čisto posebno akcijo in sicer vse otroke, pa tudi odrasle, ker živimo v svetu, ko bodo tudi odrasli želeli pisati Božičko s svojimi željami, zaganjava akcijo za Božička in njegove palčke. Ali škrate. Ne, palčke. In sicer se pozivava, da na roko napišejo pisma z vsemi svojimi željami. Torej, ali materialističnimi, ali nematerialističnimi, kakorkoli. Vsa pisma bova zbrala in jih skupaj osebno dostavila čisto pravimo Božičku na Laponski. Kamor lahko pišejo, pa je naslov za Božička njegove palčke. Poštni predal 1035, 2000 Maribor. In dajte pisma okrasiti, čim lepše, magari naparfumirati, karkoli, ker tudi eno izmed teh pisem ne bova odpirala, ne, ampak eno izmed teh pisem, ki bodo najlepše okrašena, bova tudi obdarila sama, plus tega, da bo do vsa pisma dostavljena Božičku na Laponsko, se pa ful veseliva. Ideja nastala čisto spontano, Rebeka je rekla, veš kaj, moji dve bi želela peljati pravemu Božičku na Laponsko, doživeti Finsko, daj mi ti splaniraj, ker ti imaš izkušnje s potovanji. Pa sem rekel, pa to pa z veseljem, pa rekla, pa veš, pa če že planiraš, da pridi z nami, ne? Zdaj pa meni za potovanje res ni treba dvakrat reči, ne? In tako se je v bistvu potem porodilo, čisto spontano, ne? Upam, da imaš toplo obleko, ne? Veš kaj, to je en element, ki sem ga pozabil preštudirati, preden sem ja rekel, ne? Te bunde pri nas, ko so gor ne veljajo, ne? Ja, jaz sem rekel, ja, genialna ideja, potem pa tako kot 2 tedna nazaj sem prvič pogledal vremensko napoved, pa sem videl, zdaj je tam -12, čez mesec dni bo pa -15 do -20, tako jaz sem pa zelo poletni človek. Ampak bo v vsakem primeru bo fajn, ker tam gor je res ta božična in zimska pravljica zaživi pred tvojimi očmi in se ful veseliva oba. Malo ti zavidam, jaz bi tudi sam tja šel, ne? Ja, meni je malo lažje. Cene malenkost nad povprečjem, ne? Ma veš, kaj je s cenami? Delaš za to, da se potem lahko nagradiš. In denar mora krožiti in tako naprej, da dajmo tako razmišljati. Pa to, kar, veš, vesolje je narejeno tako, da vedno v ravnovesju. Teda pač, če nekaj daš ven, se pride nazaj potem, ne? Tudi denar. Upam, da boš čim bolj še tam užival, ne?
da boš kakšne posnetke tudi objavil, da malo vidimo. Ja, imava ekipo, ki gre, mislim, ki bo vse skupaj snemala, fotografirala, evidentirala in to predajo pisem in vse, da bodo lahko vse spremljali. Vse spremljali. po protokolu, ne? Ja, na Instagramu nas najdete Rebeka Dremelj, tak easy. Mojega primka ne povemo, ne, ampak najdete me pa na Instagramu pod Sebastian Privat, na Facebooku pod Sebastian Public, tako da ja, vse bo evidentirano, vse bo objavljeno, lahko bodo ljudje dejansko z nama potovali, ne fizično, ampak virtualno bova pokazala čisto vse, kar se tiče Laponske, Božička, Jeleno, vožnje za husky in tako naprej, tako da bo genialno. Ja, upam, da smo povedali vse, kar je gledalce zanimalo. Hvala, da si prišel. Hvala za vabilo, vedno z veseljem. Za konc pa dej to božično himno še ti napovej, potem si jo gremo pa hitro pogledati. Tako, dragi gledalci, drage gledalke, dragi gledalci, dajte televizijo zdaj na glas, mizo na stran, stole na stran, uživate v pravem božičnem vzdušju, december je tukaj, naj se začne, zaplešite in zapojte ob Ko primeš me za roko.